Maša Rus so nebinarni umetnik, umetnica, ki živijo in ustvarjajo v Amsterdamu. Za galerijo Kapelica so postavili razstavo z naslovom Muzej užitne zemlje. V njej je zbranih preko 600 vzorcev užitne zemlje iz različnih držav po svetu, iz 44 držav. Po večini od njih so tudi potovali in zbirali te vzorce, hodili na terene in se pogovarjali z ljudmi, ki se ukvarjajo z geofagijo. To je znanstveni izraz za uživanje zemlje. Zanima jih različni odnosi ljudi do zemlje v različnih kulturah. Zato je tudi projekt meddisciplinaren, ker vključuje raziskave tal, geofagijo, geologijo, kulturologijo in v bistvu dela neko raziskavo na terenu. Rezultate tega pa lahko poleg postavitve v galeriji teh različnih vzorcev vidimo tudi na spletni strani, kjer so objavljeni tudi intervjuji z vsemi temi uživalci zemlje. Uživanje zemlje za večino teh uživalcev predstavlja samo dodatek k njihovi prehrani, neka praksa, ki jim daje dodatne zdravilne ali pa, lahko rekla, mineralne elemente. V različne vzorce zemlje so vključene tudi gline in krede in tako imamo med njimi tudi slovensko glino, ki je sicer na razpolago v prehranskih trgovinah in lekarnah. Torej gre že za neko razvito prakso dodatka in čiščenja telesa s pomočjo gline. Ko Maša Rus pridejo v različne dežele skupaj s svojim delom, poskušajo tudi vključiti obiskovalce z različnimi delavnicami. Pri nas smo imeli en tak pogovor, tekom katerega so lahko ljudje, obiskovalci, poskusili različne vzorce zemlje in se pogovarjali o njihovih okusih in o tem, kakšen občutek imajo ob tem, ko uživajo zemljo. In s tem nekako zopet vzpostavlja to vez urbanega človeka, ki je že čisto izgubil stik z zemljo, s tem, po čem sploh hodi in iz česa raste naša hrana in tako dalje. Tudi elementi, ki sestavljajo zemljo, so elementi, ki sestavljajo naše telo in s tem projekt kaže na neko povezanost človeka s svojim okoljem. Muzej užitne zemlje se v galeriji Kapelica nahaja v obliki številnih vzorcev na policah. V galeriji pa si lahko ogledamo tudi zemljevid sveta in na njem vidimo, od kod prihajajo ti različni vzorci. Ko obiskovalec vstopi, je tukaj na voljo tudi miza za poskušanje zemlje. Zato ne gre samo za nek pasiven ogled, ampak tudi za povabilo, da preizkusimo okus in da povemo sami, kaj si mislimo o tej praksi. Kompost kot superhrana je druga razstava, ki jo predstavljamo v galeriji Kapelica in se tudi navezuje na prvo z naslovom Muzej užitne zemlje. In sicer v kompostu avtorji poskušajo sami ustvariti zemljo, ki bi bila užitna za ljudi, iz bolj kvalitetnih sestavin, se pravi iz ostankov naše hrane, in zato tudi podajo določene recepte, kako je tak kompost sestavljen. Ko pridete v galerijo, lahko poskusite 4 različne komposte, ki so jih umetnik sami pripravili predhodno v nekem daljšem procesu razkrajanja teh ostankov hrane in s pomočjo mikroorganizmov. Kar je še posebej zanimivo, je, da v bistvu na ta način človek poskuša ustvariti umetno zemljo skupaj z drugimi vrstami organizmov, se pravi neke vrste sodelovanje z mikroorganizmi, ki potem potujejo skozi naše telo in nam tudi dajo vedeti, da naše telo ni popolnoma
samostojno in ločeno od okolja, ampak nekako skupaj z drugimi organizmi sodeluje in sobiva. Hkrati pa ta zemlja tudi zopet naslavlja to, da živimo v nekem ekosistemu, da hodimo po zemlji, da nam zemlja daje hrano in potem tudi vzpostavlja zopet ta stik, ki ga je mogoče urbani človek v mestih s samo zemljo izgubil. Kar smo želeli dodati v galeriji, so te žive in sveže sestavine ob 4 različnih vrstah komposta, tako da si lahko predstavljamo, iz česa je kompost nastal. Naj pa še povem, da je ta proces razkrajanja tudi nepredvidljiv, zato ne moremo vedno vedeti, kakšen bo vpliv na človeško telo. Te prakse so, bi rekla, mejne prakse. Je pa zanimivo, da želi umetnica s tem raziskovati možnosti, kakšna prehrana v prihodnosti bi bila primerna za človeka v tudi bolj zaostrenih ekoloških pogojih in kako bi lahko sestavili hrano, ki bi nam bila v nekem trenutku kar najbolj koristna. Če povem še nekaj o tem, kako se obe razstavi vklapljata v razstavni program Kapelice. Ta je pogosto zgrajen okrog raziskovalnih projektov. Tukaj imamo umetnike, ki jih s svojimi laboratoriji podpiramo, da lahko v njih vzpostavljajo žive sisteme in tudi vzdržujejo te žive organizme. Mašaru pa posebej odpirajo vprašanja o biopolitiki, ekologiji in o prihodnjih scenarijih bivanja. Tudi sama uporablja te kolonije mikroorganizmov in procese razgradnje kot umetniški medij. In tukaj tudi premikamo fokus iz neke reprezentacije objektov v galeriji na sam proces, ki je začel nastajati mnogo pred samo razstavo. Ustvarjamo neko situacijo v galeriji, kjer obiskovalec ni samo opazovalec, ampak doživi neko večsenzorično izkušnjo in v tem primeru okuša kompost in razmišlja o tem, ali bi bilo možno, da ga vključi v svojo prakso prehranjevanja in kaj to dejansko pomeni zanj.